Dobro jutro, dober dan. Dobrodošli v današnjem kofetkanju, ki je malo drugačno, ker sem brez kave. Govorila bom pa o tem, zakaj ima kralj Matjaž srečo, da spi tam pod peco in ne gleda te situacije in je ne vidi, ampak lepo spi v vsem tem času. Danes bom govorila o vlogi žrtve. Vloga žrtve je tista, ki je v tem času zelo prišla na plano. Zelo se pozna, zelo je navzven v bistvu naredila. Ok, super, se že oddaja v živo. In kako preseči to vlogo žrtve je tema današnjega kofetkanja. Jaz nimam s sabo kave, zato ker sem le na plažo, jo pa res nisem nosila. Namreč, mogoče samo to, da razložim, zakaj sem tukaj, zakaj gledate tole morje za mano. Zato, ker sem se umaknila iz Ljubljane, ker sem ugotovila, da če želim vam pomagati, potem rabim jaz svojo vibracijo imeti nacentrirano, postavljeno. In tukaj, kjer sem ven iz tiste, bom rekla, kolektivne energije nekega mesta, je to veliko lažje oziroma tako imamo online. Jaz se danes ne bom spuščala v to, kaj je prav, kaj je utemeljeno v tej situaciji, kaj je upravičeno, ampak bom govorila točno o tem, kateri so tisti programi, ki se zdaj najbolj sprožajo, in ena od njih je vloga žrtve. Situacija je, kakršna je. Pa zdaj katerokoli situacijo vzamemo. Ali vzamemo to širšo situacijo z epidemijo, ali vzamete vi situacijo v svojih odnosih, ali vzamete situacijo v svojem življenju, v svoji družini. Dejansko situacija je, kakršna je. Pomembno pa je seveda, kako se mi na to situacijo odzivamo. In če imate vse slučajno, in to na katerem koli področju življenja, program vloge žrtve, potem je tale kofetkanje. Govorimo najprej o vlogi žrtve, ker nikdar res ni žrtev, ko enkrat odraste, ker ima vedno možnost izbire in možnost vpliva na svoje okolje, na svojo situacijo. In sploh, če pogledamo z nekega višjega duhovnega vidika, z nekega, bom rekla, z neke širše perspektive, se vedno pojavijo tri vloge v tem dramskem trikotniku, v katerem je tudi žrtev. In žrtev pravzaprav je tista, ki z nekega dušnega vidika ali pa z vidika višjega jaza uči določena čustva, uči določene situacije. Tako da, če najprej pogledamo, kaj sploh vloga žrtve prinaša kot čustvo, kot čustvene situacije. V bistvu je to občutek lastne vrednosti oziroma nevrednosti, občutek moči oziroma nemoči. Vedno so ekstremi in včasih se moramo o tem, kaj pomeni stati v svoji moči, učiti tako, da jo predamo nekomu drugemu in vidimo, kaj se zgodi. Se pravi, če jaz svojo moč nekomu predam, ki ima potem nad mano možnost delati, kar se mu pač zahoče, to pomeni, da se jaz učim, kaj pomeni, če te moči nimam. In se na ta način učim tudi o tem, kako pa je, ko stopim. Zato, da sploh jaz lahko sem v vlogi žrtve, rabim nekoga, ki bo igral pa vlogo povzročitelja. Se pravi, nekoga, ki mi povzroča nekaj. Zdaj, to je lahko ali druga oseba, to je lahko situacija, to je lahko država. Če pogledamo trenutno situacijo, žrtev smo trenutno ljudje. Se pravi narod, slovenski narod je trenutno žrtev, ki ga vlada s svojimi ukrepi omejuje, ki ga v bistvu, se pravi, na nek način nas sicer ščiti, ampak dejansko pa večina ljudi doživlja to kot omejevanje. Ali pa vsaj
pretežno veliko ljudi to dojema na tak način. Se pravi, ne moramo ven, ne moramo v drugo občino, moramo imeti potrdila za to, da se premikamo okoli. Sicer z namenom, da nam pomagajo, da se zamejijo okužbe, ali pa če vzamemo, da je storilec pravzaprav ta virus. Se pravi, ta virus je prinesel to, da smo zdaj noter. Ta virus je tisti, ki je povzročitelj te naše situacije. In potem je tukaj običajno še rešitelj. Trenutno je rešitelj oziroma vsi čakamo in tega rešitelja se vedno čaka. Vedno čakamo. In trenutno čakamo rešitelja, ki naj bi bilo cepivo. Se pravi, trenutno je ta rešitelj nekje tam zunaj in mi smo nemočni, nič ne moremo, ni rešitve, dokler ne pride cepivo. Tako da ta dramski trikotnik, v katerem se nahajajo žrtev, storilec oziroma povzročitelj in pa rešitelj, se vedno pojavlja in vedno je to zunaj, se pravi rešitelj in storilec sta zunaj tistega, ki je v vlogi žrtve. In če ni storilca, ni vloge žrtve. Tako da v tem dramskem trikotniku je najmočnejša ravno žrtev, zato ker določa, da mora drugi biti storilec, zato da je lahko vloga žrtve sploh obstaja. Ker če ni nobenega zunanjega dejavnika, ki bi me omejeval, potem jaz ne morem biti v vlogi žrtve. Se pravi, ta vloga žrtve se lahko kaže tudi na zelo preprostih zadevah, na zelo takih ali pa zelo subtilnih zadevah. Ni vedno samo bogi jaz v smislu, da se mi res nekaj hudega dogaja. Prosim, tukaj razumete, da ne govorim jaz o nekih travmatičnih situacijah, ampak govorim o tem, kako doživljamo življenje, kako doživljamo situacije, v katerih se znajdemo. Tako da, in tipičen ta premik, ki se mora zgoditi, zato da lahko nekdo je v vlogi žrtve, je, da preda svojo moč. Se pravi, jaz nimam moči, sem nemočna, glede situacije, ki so zunaj mene, glede tega, kaj se dogaja, glede na to, kako so stvari postavljene v zunanjem svetu. Imamo dramski trikotnik, v katerem so 3 vloge: žrtev, storilec in pa rešitelj. In Slovenci kot narod imamo svojega rešitelja, ki spi tam pod peco in čaka, da se mu bo brada 9-krat ovila okrog mize, zato da nas bo odrešil. In imamo vedno nekega storilca. Običajno je to ali lastna država ali nekdo drug, ki prihaja od zunaj. In v tem kontekstu, ko pride rešitelj, če pride rešitelj, ampak žrtev vedno potrebuje storilca. Se pravi, ni nujno, da žrtev želi biti rešena. Če je to vloga, v kateri pridobi nekdo pozornost, v kateri nekdo ne rabi prevzeti odgovornosti za svoje življenje, ne rabi stopiti v svojo lastno moč, in če tega ne želim, potem bom kot žrtev vedno iskala nek zunanji dejavnik, nekega zunanjega storilca, ki mi bo naredil to in to. Se pravi, če bi se kralj Matjaž zdaj zbudil in nas odrešil vseh teh tegob, za katere mislimo, da jih država in politiki in vlada povzročajo na tak ali drugačen način, bi potem stopil v to vlogo in bi spet postal storilec, spet bi čakali nekoga drugega, bi pa, ne vem, Martina Krpana čakali ali pa Petra Klepca. Tako da, zato je boljš, da kralj Matjaž spi in ne pride, ker je to edini način, da žrtev v bistvu reče, ok, ne bo nekoga, ki me bo rešil, sama moram razrešiti svoje stvari. Kar pomeni svojo lastno vrednost, svojo notranjo moč, se pravi, vso odgovornost prevzeti za to, kar kreiram v življenju in kar se mi dogaja. In šele takrat, ko mi dejansko vzamemo to svojo moč,
ko postanemo kreatorji, ko vemo, da smo mi tisti, ki odločamo, kako se bomo na situacije odzivali, takrat pride ono stanje noter, tega naredim, kaj je tisto, iz česar lahko nekaj naredim, se pravi, kaj je najboljš, kar lahko potegnem iz trenutne situacije. In zdaj, če apliciramo to na trenutno situacijo, se pravi na to, kar se zdaj dogaja, kaj je najboljš, kar lahko naredite. En tak fantastičen, čudovit primer tega je film La vita è bella, življenje je lepo, od Roberta Beninija. Če ste ga gledali, malo se ga spomnite, če ga še niste gledali, nujno si ga poglejte. Namreč glavni junak je v bistvu židovski lastnik knjigarne in ko so deportirani v koncentracijsko taborišče, on svojega sina zaščiti tako, da mu pravzaprav vse predstavi kot igro. S svojo domišljijo mu nariše zgodbe oziroma mu pripravi, da je vse neka igra. Ne? In recimo to je en tak, bom rekla, zelo ekstremen primer, pa pol, da ima še malo filmskega ustvarjanja zraven in tega, ampak točno tega, kako lahko dejansko tudi v najhujši možni situaciji najboljše. Nikoli niste brez izbire. Samo vaš vaš razum ne pozna dovolj možnosti, zato ker možgani so čudovit arhiv vsega, kar se je že zgodilo. In če v preteklosti vi niste najdli rešitve, vam možgani sporočajo, rešitve ni. Ni izbire, ni možnosti, da kaj drugega izberete. In zelo, zelo pomembno je, da ta čas vzamete kot priložnost, da si vzamete več časa zase, da naredite vso tisto domačo nalogo, ki bi jo morda morali narediti že v preteklosti na področju osebne rasti, da začnete, bom rekla, razmišljati drugače. Knjige, ki vam pri tem pomagajo, so Joe Dispenza, Placebo ste vi, Bruce Lipton, Biologija prepričanj, ta je tudi v slovenščini, jaz imam še v angleščini. Ta govori o tem, kako se to, kar Joe Dispenza tukaj v Placebo ste vi, ko govori, potem razlaga, ta potem razloži, kako točno to v celicah se kaže. In s tem tudi, ko oboje skupaj povežete, se zgodi ena magija, ki jaz rečem prepoznavanje tega, kako fantastično orodje, kako fantastično mašino imamo mi v tem našem telesu, ki gosti to čudovito dušo in se začne, recimo moj odnos do mojega telesa se je čisto spremenil, do telesa se je spremenil, ko sem te knjige prebrala. Tako iščete možnosti, tudi v Sloveniji imamo čudovite knjige, zdravljenje čustev, ki vam pomagajo, da začnete drugače razmišljati, da začnete svoj trenirati, da vidi možnosti, da začnete svoj razširjati oziroma poznavanje svojih obzorij razširite, zato da lahko pridete do tega, da obstaja možnost izbire in da jih imate na voljo. Tako da dajte pogledati, koliko knjig ste do zdaj prebrali, pa niste od tega stvari implementirali. Kjerih delavnic, seminarjev ste se udeležili, pa niste dejansko v akcijo, v vsakdanje delovanje. Dejstvo je, da je pred nami recesija zaradi vse te situacije. Se pravi, ta ekonomska recesija, ampak jaz mislim, da ta niti ni toliko problematična, kakor je problematična recesija, ki bo prišla na področju vrednot, na področju odnosov, na področju zdrave pameti. Tle smo že v recesiji. Zdrave pameti ni več. Največkrat, vsaj če berete in spremljate, kaj se dogaja v svetu. Tako da, Slovenci smo pač radi žrtve. In to nam je, bom rekla, nekje v genskih zapisih bilo predano. Na nas pa je, a bomo to spremenili, a bomo to. Če pa mi v sebi najdemo svojo notranjo vrednost, svojo notranjo moč, svoje izbire notranje, to, da smo kreatorji,
takrat pa lahko potem presežemo tudi to vlogo žrtve. Ne? Se pravi, dajte pogledati, kje vse v življenju, vsak dan rečete, Bogi jaz, vse moram sam, nič ne moram, kaj pa moram, tako to je, nimam kaj. Ne? Zraven, jaz, ko sem sem niti vedela, da je res toliko s tem povezana, ampak zdaj vidim, cvetna esenca zvončnice je tista, ki pri tem zelo lepo pomaga. Na čustvenem nivoju zvončnica prinaša kvalitete lahkotnosti ter s tem omogoči, da sami sebi odpustimo vse tisto, za kar smo krivili cel svet. Na duhovnem nivoju pa omogoči vzpostavitev notranjega ravnovesja in poravnave svetlobnih nivojev, kar posameznik občuti kot osrediščenost, celo rahlo odmaknjenost od situacij in ljudi, s tem pa dobi bolj objektiven vpogled. Lažje se prepusti toku življenja, skozi katerega krmari svoj čoln veliko bolj zavestno. Tako da cvetna esenca zvončnice vam pomaga, da to se pravi, prepoznate, kje igrate vlogo žrtve, kje niste v svojem centru, kje niste povezani s svojim bistvom. In zato je to ena esenca, za katero menim, da je zdaj v tem trenutku idealna, tudi zato, da se ne vpletate v te drame, ki jih drugi igrajo, ko igrajo žrtve. Sploh tisti, ki že imate komplete, a ne, če date vam bo pomagala prav navade spremeniti, se pravi spustiti to, da ste do zdaj bili v vlogi žrtve in se premakniti v bistvu bolj zavestnega ustvarjalca oziroma kreatorja svojega življenja. To pa je pomembno. Tako da vas pa povabim zdaj na koncu, upam, da ne bo v tem trenutku ravno najbolj prekinjalo, da v komentar vpišete, katera knjiga je pa vam do zdaj v življenju najbolj pomagala spremeniti prepričanja. Katera knjiga vam je obrnila svet, zaradi katere knjige ste začeli čisto drugače razmišljati ali pa čisto drugače delovati. In dajte napisati v komentar spodaj, zato da dobimo en tak, bom rekla, seznamček priporočljive literature. Ljudje smo velikrat potem tudi v vlogi rešitelja, ki hočemo drugim pomagati, ki hočemo drugim stolček odnesti, ampak če prepoznamo, da je nekdo v vlogi žrtve, mu bomo s tem naredili več škode kot koristi. Je bolje, da mu pomagamo, da stopi v svojo lastno moč in sam ali pa sama razreši situacije. Kot da rit odnašamo in podstavljamo polštrčke, da koga ne bi preveč zaboleli, ka pade na trda tla, čeprav to mogoče potrebuje. Tako da te vloge prepoznavati in dajte te vloge začeti transformirati oziroma izstopati ven iz teh vlog. Naročite si zvončnico. Imam jaz pomoč v Ljubljani, ki pakira in pošilja naokoli, tako da brez skrbi boste dobili. Naročite si zvončnico, zato da vam pomaga pri tej situaciji prepoznati te vloge in da vas osredišči in tudi čustveno distancira od situacije, da ne boste padali v te drame. Tako da želim vam čudovit teden še naprej, čudovite dneve, čim bolj sproščeno in notranje svobodno doživljanje vsega, kar se okrog dogaja. Veste, nismo vsi enaki, nekdo se bo prepoznal v enem, nekdo se bo prepoznal v drugem, nikoli pa ni samo ena stvar. To pa želim poudariti, nikoli ni samo ena tehnika, nikoli ni samo eno orodje, vedno je več stvari, ki se pravi celostno potem naredijo transformacijo. In zato tudi vedno se lahko podpre z različnimi zadevami, ne vem, od dihanja na ta način, na on način, do branja knjig. Veste, vse morate, za morate poskrbeti, za telo morate poskrbeti, za čustva morate poskrbeti in to ne more ena tehnika za vse naenkrat. Oziroma nekaterim tudi lahko, dajmo tukaj razširiti, nekateri pa rabijo več tehnik, več pristopov, več načinov. Tako da naj vsak posluša sebe v tem kontekstu, vzemite svojo moč in začnite izbirati. To je to, uživajte, se vidimo naslednji teden. Čau, čau.